pripravljen, da jaz stopam s teboj skozi življenje, ne? Ali nisi ti osebno Dani, ne? In ti osebno Vilma. In takrat sva tako, kot sva nekoč rekla, ko sva se poročila drug drugemu, da sprejmem tebe, takrat sva rekla tudi Jezusu, da sprejmem tebe. In se pravi, od tistega trenutka dalje, ko je bil Jezus tako intimno in zavestno povezan z nama, v najnem odnosu, v najnem življenju, od tistega trenutka dalje je pravzaprav zorel klic po tem, da bi njegovo življenje, njegovo delo, smrt in vstajenje prinašala tudi drugim, ki ga potrebujejo. Klic vedno prihaja od Boga, od Jezusa. In ta klic je bil res toliko močan, prav zaradi tega, ker sva videla to moč v svojem lastnem življenju. Tako sva midva prišla do tega, da če je naju Bog popeljal ven iz te, ne vem kako, iz ene temine v svetlobo, da potem sva tudi midva dolžna to kazati in pripovedovati drugim ljudem. In tako, kot je Dani rekel, sva potem počasi spraševala sebe, komu bi midva tako namenila največ časa, največ energije. In sva pač si rekla, midva imava družino, midva sva zakonca in lahko pa izhajava vedno samo iz tega, kar sva midva. In tako se je potem rojevala počasi in se izoblikovala ta želja, da bi to, kar je nama podaril Jezus naprej, midva delila naprej. No in takrat je najprej Bog pokazal tebi, Dani, da začneš sodelovati s to isto organizacijo, ki je že pred 20 leti naju nagovarjala in poučevala o Svetem pismu. In tako se je Dani odzval tej njihovi ponudbi. Meni se takrat res še ni sanjalo o tem, da bi jaz tudi pustila zdravniško službo. To je prišlo šele pol, kar nekaj časa, par mesecev po tistem. No, in takrat je pa dejansko Bog res spregovoril tudi meni, v mojem srcu. In to najbolj v tistih jutranjih urah, ki sem jim ostajala zvesta že prej 20 let. In takrat me je v tistih jutranjih urah nagovarjal, točno vem, kateri odlomek je bil to, ali me ljubiš, je tudi mene spraševal, ne samo Petra. In takrat sem bila zelo iskrena pred Bogom in sem rekla, za danes sem pripravljena iti toliko daleč, nič več. Ampak drug dan je bilo vprašanje spet tukaj, pa naslednji dan spet. In potem so se mi dogajale ene stvari, ki so mi jasno pokazale, Gospod želi, da greš na drugo pot za njim. In ko mi včasih kdo reče, da sem bila pa res pogumna, da sem upala pustiti to službo, je meni prav čisto jasno, da to ni bil moj pogum. Ker jaz nisem takšna oseba, da bi bila tako pogumna, ampak je bil klic Gospoda in sem vedela, da če ne grem za njim, tudi tam ne bom več mogla živeti, tako kot sem prej živela. Ja, midva sva se, bom rekel, duhovno in sicer tudi, kar se tiče tega know-how, poznavanja teh gradiv, ki so povezana s problematiko življenja v zakonu, povezovala z mednarodno organizacijo Family Life. Ta mednarodna organizacija nama je dejansko prisluhnila in dala možnost, tako da sva se lahko izobraževala. Šla sva kar na nekaj teh seminarjev, od Budimpešte do Avstrije, recimo do Španije na začetku, tako da smo kar Portugalske, kar precej teh krajev sva obredla. Predno smo sploh začeli delati. Šla sva tudi v Rim na svetovno srečanje družin s papežem Janezom Pavlom II. Takrat. Skratka, kar veliko se je tega dogajalo in ta organizacija nam je res stala ob strani, predvsem bi se reklo njeni vidni predstavniki, to sta dva zakonca, ki sta živela v Zagrebu, sploh Scott in Jane Quindon, ona dva sta bila najina mentorja, bi se reklo, z njima sva preživela veliko ur časa, z njimi smo skupaj, bi se reklo, pripravljali prvi program, tako za zakonske skupine, kakor potem tudi za prvi seminar, ki smo ga izvedli, tudi z njuno pomočjo. Tako da lahko rečem, da so nama res oni bili glavna opora, pa tudi finančno. Finančno smo se
pač sva vedela, da sistemsko tako od države, kakor od cerkve ne moreva pričakovati nobene podpore, nobene pomoči. Sploh na začetku ta mednarodna organizacija je pa verjela v naju in je verjela, da midva res čutiva ta klic od zgoraj, da nama pravzaprav Bog na nek način, bi se reklo, da naj Bog kliče, v to službo, v to delo, in so nama bili pripravljeni dati 5-letni ali 6-letni, bi se reklo, program podpreti, kar pomeni, da smo skupaj, bi se reklo, izračunali, čist bi se reklo, v nulo potrebe najine družine, tako da smo res prišli do ene take ustrezne številke, ki je vključevala tako dopust, kako tudi obleko za šolo, potrebe za otroke, za hrano, za vzdrževanje hiše in podobno. In smo prišli do ene take primerne cifre, ki je bila relativno nizka, in takrat so rekli, lejte, prvo leto vam damo 100% podporo, drugo leto 80%, tretje leto 60%, tako je leta 2006 julija meseca ugasnila zadnja njihova podpora. So rekli, v tem času, ko bo naša podpora usihala, morate pa vidno poskrbeti, da zraste vajna domača podpora tu v slovenskem prostoru. No, tako sva midva potem začela kar kmalu, bi se reklo, prej po enem letu, nagovarjati te udeležence zakonskih skupin, pa udeležence seminarjev, če so pripravljeni, zdaj, ko so že malo okusili, za kaj gre pri tem delu, kaj je tista glavna poanta, glavna, bi se reklo, srž tega našega dela, ohranitev, pa ne samo ohranitev, ampak bi se reklo, vzpodbuditev medsebojnega odnosa, poživitev medsebojnega odnosa, poživitev ljubezni in predvsem poživitev vere v zakonu in v družini, če so pripravljeni to podpreti. In potem so nekateri že takoj rekli, da so pripravljeni, pa so začeli svoje mesečne vložke, če danes govorimo, bi se reklo 10, 15, 20 evrov na mesec, nekateri. To bomo rekli, takrat je bilo okoli 20, 25, 30% udeleženih, na začetku, potem je to nekaj časa raslo, pa spet padalo. Tako da leta 2006 sva imela približno najno domačo podporo. Pravzaprav sva dobila najprej zeleno luč, da naj poskusva v svoji dekaniji. Zato sva Za zakonske skupine. Ja. Tako sva prve 4 zakonske skupine ustanovila prav v naši dekaniji, v 4 župnijah in pa pri Svetem Duhu pri Škofji Loki. Seveda so se potem stvari počasi rojevale naprej in sva hodila okrog tudi po župnijah, sva imela razna predavanja in midva sva že, ko sva vozila se tja, vedno molila, da naj Gospod blagoslovi tiste, ki bodo tam in da greva zaradi enega, da ni pomembno, da je množica, ampak da govorimo tistim, katere je Gospod poklical. Midva res lahko rečeva, da sva začela in da je za naju najbolj pomembno delo bilo na terenu. Da to srečevanje z konkretnimi ljudmi je bilo tisto, kar naju je vleklo, kar naju je napolnjevalo in k temu sva se čutila poklicana in sva bila tudi zadovoljna z vsakim srečanjem, se mi zdi. Zanimivo je bilo tudi to, da sva pripovedovala zgodbe iz najinega življenja, da sva pripovedovala, bi se reklo, stvari, ki so čisto realne, življenjske, konkretne, vsakodnevne, pravzaprav te, ki se nam dogajajo, nisva nikjer, bi se reklo, leporečila ali pa olepševala stvari, povedala sva, da sva čisto navadna in preprosta zakonca, tako kot vsi drugi, da imava probleme, da se tudi skregava, pa da se učiva komunicirati, da se učiva reševati spore, da se učiva drug drugemu prisluhniti, da se učiva biti sočutna drug do drugega, pa naklonjena drug drugemu. Kar se še vedno učiva. To se še vedno učiva, ja seveda, vse to pravzaprav je celoživljenjski proces. In to je bilo ljudem všeč, ko so marsikdaj rekli, a ste skozi naše okno noter gledali. In zaradi tega sva v bistvu take zgodbe povedala in sva največkrat dobila prav ta feedback,
tisto, ko sta povedala, da imata tudi vidva probleme, tisto nas je prepričalo, pa da jih vidva rešujeta, da sta se odločila, da gresta skupaj z roko v roki, da sta vzela zares vajne poročne obljube, tudi sredi stiske in prepira. Ne? In to se mi zdi, da je tisto konkretno sporočilo, ki ga imamo še vedno danes. Ne? In to bo pravzaprav celo življenje trajal ta proces učenja, tako da mi smo na tej poti. Prvi vikend seminar, ki smo ga imeli, je bil junija meseca 2001. Takrat je bil seminar pri Svetem Jožefu v Celju in imenovalo se je Zakonca na skupni poti. Takrat smo tudi temu programu dali naslov Program 5+1, ker je bilo predtem že 5 srečanj zakonskih skupinah, plus 1 je bil pa potem zaključek, se pravi, je bil pa vikend. In midva sva na tisti prvi seminar takrat povabila vse pare, ki so bili člani tistih 5 zakonskih skupin. Vodila sta ga zakonca Scott in Jane Quidon, v angleščini. Jaz sem prevajal, tako da smo predhodno, preden smo ta seminar imeli, smo se res uskladili, kaj so bistveni poudarki. Mi smo vedeli, da v bistvu želimo glavno, bi se reklo, najmočnejšo stvar imeti v soboto zvečer, in to je bila slovesna sveta maša, pri kateri smo uvedli obnovo poročnih obljub, to je bil, bi se reklo, naš vložek in naš dodatek. Slovenski, Američani tega niso imeli. In pa tako, da smo v nedeljo smo tudi zaključili ta seminar sveto mašo in to je bilo res eno veliko, močno doživetje, tako da smo vedeli, to je to, v tem bomo vztrajali, to bomo samo še gradili in tako se je dejansko zgodilo. Danes se ti seminarji imenujejo nepozabni trenutki za naju in tako pričujejo mnogi pari, ki so prisotni tam, da so bili res nepozabni trenutki in je neverjetno, kako se širi ta vest o teh naših seminarjih. Zdaj jim rečemo seminarji, namenoma jih imamo v hotelih in smo zaradi cene šli veliko na Hrvaško, tako da je bilo bolj sprejemljivo za naše pare in smo mi sami presenečeni, kako pari vabijo drug drugega, kako želijo, da bi tudi njihovi znanci, njihovi sorodniki izkusili to, kar so oni izkusili. In to se je res vse skupaj širilo od ust do ust. In kadar smo tam, kadar imamo te seminarje, nas to vedno znova prepriča, to ni človeško delo. To ni naše delo. Tukaj zraven je Bog. In še vedno smo to popolnoma prepričani. To ni zraslo na najnem sebi. Nikakor ne. Niti nam ni nihče tudi od naših mentorjev o teh stvarih govoril. To je nastalo iz potrebe. Namreč tisto drugo leto, šolsko leto 2001-2002, se je prvim 5 zakonskim skupinam pridružilo še 5 novih zakonskih skupin na podlagi teh naših pričevanj, ko smo hodili okrog. In to so bile zakonska skupina, vem, da je bila ena v Kopru, ena je bila v Murski Soboti, ena je bila v Mariboru in tako naprej, skratka po celi Sloveniji. In midva sva tako obiskovala te skupine. Vsak mesec sva vozila tja, vozila nazaj in podobno. Tako da smo v tistem drugem letu 2001-2002, ko je bilo teh 10 zakonskih skupin in je potem na koncu smo imeli celo 2 vikend seminarja tudi v Celju, 2 vikend seminarja in podobna udeležba, povsod je bilo okrog 20-22 parov, čudovito, se pravi, stvar je res rasla. Se je zgodila pa ta zgodba, ki jo bo Vilma predstavila, z naša boleča zgodba s Tobijem. In v tistem času so potem pari videli, da sva se midva povsem posvetila najini družini oziroma preživetju, življenju najinega sina, in da nisva imela možnosti, da bi se vozila sem in vozila tja, so rekli pa pari sami od sebe, so rekli, vidva samo poskrbita, da mi dobimo gradivo,
in vse prevzamemo mi sami, vodenje zakonskih skupin prevzamemo mi sami. Se pravi, je Bog na svojstven način pokazal pot in to nam je bilo spet v potrditev, da je to Božje delo, da Bog želi sam voditi to organizacijo. No, mi dva si sigurno nisva želela takšnega razpleta, sploh ne po takšni poti. In sigurno, da je to bila res ena najhujših preizkušenj, ki sva jih sploh preživela v življenju. In zdaj, ko gledava veliko let nazaj, vidiva, da res Bog vse obrne v dobro tistemu, ki Boga ljubijo. Nam je celo toliko šel na roke, da nam je ohranil živega našega sina. In je, verjamem, da prav to zgodbo uporabil v spreobrnenje mnogih. Še midva jih poznava kar nekaj. Pa se zgodi še nama, da še zdaj slišiva ali pa se srečava z nekom, ki je takrat že molil za ozdravljenje našega sina in kako se je sam spreobrnil v tej zgodbi. Ja, ko sva midva začela to naše delo in ko praznujemo 20. obletnico tega, res lahko rečeva, da nisva nikoli pričakovala, kaj bo iz tega zraslo. Ker tudi nikoli nisva postavljala pred sabo neke cilje dolgoročne. Tako kot sem že prej rekla, delala sva tam, na terenu, kjer sva lahko in kolikor sva lahko, dolgo, veliko let, res sama dva. In sledila nekako nekemu temu notranjemu glasu in sledila potrebam, ki so se kazale na terenu. In tako je res rastla ta stvar in sva res prepričana, tako kot sva že večkrat rekla, da je to Božje delo. Ker kot sva rekla takrat, ko je naš sin zbolel, sva prav molila s temi besedami: Gospod, če je to najino delo, potem naj preneha. Če je tvoje delo, potem naj raste, potem ne gre naprej. Zato veva, da je Bog tukaj zraven in da Bog želi zbirati slovenske zakonce. Zato, ker želi, da ohranjajo svoje odnose, da gradijo svoje odnose in da je to ena tako velika potreba v današnjem svetu, da je pač poklical ljudi, ki zdaj na tem področju delamo, da se lahko to sporočilo širi naprej in da vse to skupaj lahko dajemo naprej, da ne bi zamrlo. Zanimivo pravi papež Frančišek, da ko sta dva poročena, živita Božje sanje. In jaz bom rekel malo drugače kot Vilma. Vilma je rekla, da nisva imela nekih načrtov. Se res nisva imela načrtov. Jaz nisem mogel reči, čez 20 let bo to pa to pa to. Sanjal pa sem in sanjala sva dejansko, da bi prišlo to oznanilo o lepoti poročenosti v vsako hišo. Da bi vsi zakonci začutili, da biti poročen pa ni nekaj slabega, biti poročen pa ni nekaj preživelega, nekaj zastarelega, nekaj za v smetišče zgodovine. Biti poročen je nekaj dobrega, ker v bistvu veš, nekoga imaš ob sebi, ki mu lahko zaupaš, nekoga imaš ob sebi, ki si mu izročil svoje življenje, nekoga imaš ob sebi, ki veš, da te ne bo pustil na cedilu, nekoga imaš ob sebi, ki si mu podaril pravzaprav svoje srce in vse svoje življenje, vse svoje trenutke. In to oznanilo sva hotela midva širiti, recimo, in ga še danes želiva širiti in upava, da ga bomo še naprej vsi skupaj v Dižu z vsemi močmi širili, to oznanilo. In to je res posebno oznanilo. Nisva pa ne sanjala takrat, da bomo imeli po 20 letih 235 zakonskih skupin, da bomo imeli 18-20 seminarjev na leto, da bo pač taka udeležba 800 parov ali koliko na leto na teh vikend seminarjih in tako naprej. Nisva sanjala, da bo pravzaprav da bomo imeli recimo 1500 parov v Sloveniji, ki bodo bolj ali manj neposredno povezani z delovanjem našega dela, z našim Dižem. Da bomo imeli 5000 ali ne vem koliko naročnikov naše revije, da bomo imeli 7-8 tisoč bi se rekli ljudi, ki bodo povezani preko spletne strani ali kakorkoli drugače.
To so pač zanimive številke. Pa 180 voditeljskih parov, Ja, ki svoje življenje vlagajo v to, a ne, tako, svoj tako, čas, svoj tako, denar, tako. svoje zmožnosti, svoje strahove. A ne, ker vsak od voditeljskega para je podobno začenjal kot midva, ko niso vedela, ne kam greva, ne Kaj bomo pa kako. midva, ne? Ja, in vedno tisto občutek, a jaz, a ne, jaz pa res nisem sposoben. In zato večkrat midva prava, prav tisti, ki se čuti nesposobnega, je poklican, da postane voditeljski par. Ker tašnih, ki mislijo, da so voditeljski pari in da so sposobni, ne rabimo, ker je preveč nevarno. Ja, v teh letih bi lahko rekla, da je nam tudi cerkev stala ob strani, da so po svojih zmožnostih tudi podpirali naše delo, da so nekako, kako bi rekla, finančno so podprli, pa tudi moralno so vedno rekli, da zelo podpirajo naše delo in sva res vesela tega. In seveda sva bila pa zelo presenečena lansko leto, ko so pa naju izbrali za prejemnika odličja svetega Cirila in Metoda in so nama to želeli podariti. In ko sva midva to slišala, sva takoj se nekako zedinila v ideji, da to pa pripada celemu našemu delu, vsem, ki pomagajo, ki pomagate, ki ste z nami. In zato sva želela, da se to izvede na lanskem srečanju Dajmo naprej. In je bilo tudi to izvedeno v cerkvi svetega Cirila in Metoda, nenačrtovano, v Radencih. In nadškof Cvikl nama je to podaril. Škof Glavan je pa to predlagal. No, tako da je bilo to eno tako zelo pomembno dejanje, ker sva čutila, da smo mi kot ena skupnost, kot eno občestvo priznani od cerkve. Zato so nekako tako nam dali še več poleta. In so nam dali eno res priznanje. In verjamem, da je vsem, ki se res trudimo, vsem voditeljskim parom, vsem, ki sodelujemo, ta gesta zelo veliko pomeni. Jaz sem prepričan, da imamo pri Dižu zelo dobro sporočilo in konkretno sporočilo. Konkretno sporočilo, ki pomeni kvaliteto odnosa v zakonu, kvaliteto odnosa med možem in ženo, zadovoljstvo moža in zadovoljstvo žene in zadovoljstvo otrok. Pa ne samo to, zadeva je pravzaprav še celo presega, onstranska, ker gre v večnost. A ne? In to sporočilo pravzaprav moramo začeti bolj širiti na nek način med ljudi, ker med ljudmi je preveč je javkanja, preveč je jamranja, nič se ne da, vse je zavoženo, vse je slabo in tako dalje. Ne, se ne strinjamo, ne sprejemam tega, se ne strinjam. Strinjam se, da tudi ko se midva skregava, ni vse zavoženo. Je pač en trenutek, ko se skregava, pač nisva se znala slišati, bila sva predaleč. Ne? In to se nama zgodi večkrat, ja, hvala Bogu, ne? Se nama zgodi in dogaja in se bo verjetno celo življenje. Ampak glejte, to ni konec. Ne? Mi bi radi dali to upanje in to upanje smo dali tudi v našo vizijo, ki smo jo takole imenovali, ne? Krščanski zakon tako povzdigniti, da bodo ljudje zahrepeneli po njem. Po čem bodo pa hrepeneli, če ne bodo poznali? Če ne bomo mi o tem govorili, če se ne bomo mi hvalili, da nam je lepo v zakonu. Pa če ne bomo tega živeli. Pa če ne bomo tega živeli, tako, a ne? In mi se vsi skupaj učimo to živeti in učimo druge tako živeti, a ne? In vemo, da je to prava pot, ker nismo sami na tej poti, ker je Bog z nami na tej poti. Zato vemo, da je Bog z nami, ker se nam dogaja v takšnih trenutkih, kakor je bil v zadnjem času, recimo, ko so bile razmere slabe, a ne? Se pravi, se nismo mogli srečevati, a ne? In Bog nam je dal, bi se reklo, jasno vizijo, pa naredite spletni seminar. Ja, kaj pa je to spletni seminar? Je to, da posnamete seminar in
ga ponudite ljudem. A tako, a ja, tega še nismo delali. Ja, pa dajte zdaj, a ne? In mi smo tako naredili letos spletni seminar, ki smo ga ponudili ljudem. Pričakovali smo, no, če se bo 40-50 parov prijavilo, bo pa tak uspeh, a ne? 340 parov v prvem roku in 70 parov v drugem roku. Halo, to je naše delo. Ni šans. Mi ne moramo tega narediti. To lahko naredi samo Bog. In na ta način smo se povezali ne samo z našimi pari po Sloveniji, s tistimi, ki sicer ne morejo privoščiti vikend seminarja, naj bo to zaradi financ, zaradi majhnih otrok, zaradi ostarelih staršev, zaradi kmetije ali kakršnekoli druge razloge imajo, a ne? Pa so na ta seminar so se pa prijavili in so ga gledali doma zvečer ob 10, kadar so hoteli, a ne? Ali v soboto zjutraj, vse ni važno, a ne? Gledali so ga doma in doma sta doživljala tisto, pravzaprav sicer ne čisto enako, kot če smo skupaj, a ne, pa vseeno doživljala sta sporočilo, Božji dotik skozi to sporočilo, ki je bilo izmoljeno. Tako se je prijavilo tudi 40 parov iz Argentine. Halo, pozdravljamo te, bi se reklo, brate in sestre v Argentini, ki jih ne poznamo, ampak zdaj jih poznamo, oziroma vse oni vedo za nas. Mogoče se tam pojavi kakšna zakonska skupina, tako kot se je ena v Bruslju in podobno, a ne? Skratka, imamo že, bi se reklo, neke mednarodne razsežnosti. Bog ve, a ne? Bog ve in mi smo odprti, mi smo pripravljeni, kaj boš Gospod od nas, a ne, pač pričakoval. Upam, da ti bomo znali slediti, ali pa zelo si želim. Jaz želim, da bi bili predvsem poslušni, mi, ki smo tako nekako vključeni, pa vi, ki ste bolj vključeni. Ne? Želim, da bi bili poslušni Svetemu Duhu, da bi bili ponižni, da bi bili pripravljeni še naprej priznavati, da ne veste vsega, pa da ste odvisni, pa da smo odvisni od Svetega Duha, da bi se dali voditi Božjemu Duhu. To si želim za Diš, recimo v prihodnje, a ne? Samo to, a ne? In da bi v bistvu bili iskreni in pošteni, da ne bi bili povzpetniški, da se ne bi v bistvu bahali s tem in onim in tretjim, ker dejansko je res tako, kar smo že prej rekli, a ne? Vse je Božje delo. Mi smo samo preprosti služabniki, ki smo storili, kar smo bili dolžni storiti. To si želim jaz za Diš čez 20 let. Zdaj, koliko bo zakonskih skupin, ali bo 50,000, ali bo, vse ni važno, me sploh ne zanima. Ne? Zanima me pa, da bi v bistvu stvar bila nenehno v rasti, to bi si pa zelo želel, da bi vsi začutili, vsi, ki smo tako ali drugače povezani v Dižu, da Diž nista Dani pa Vilma, pa Diž niso njih par ljudi tam, recimo, ki so govorniki, pa pričevalci, pa voditeljski pari, ampak Diž smo vsi in vsi smo na nek način povabljeni in poklicani, da to, kar Bog nas uči, ne uči samo nas in za nas, ampak nas uči zato, da bi dajali naprej. Zato, da bi dajali naprej, kar je tudi v našem motu, a ne? Mi smo rekli, gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej. Se pravi, graditi odnose. Najin odnos gradiva midva skozi celo življenje in ga bova gradila do konca, a ne? Predvsem pa je pomembno tudi to, da midva gradiva vsak svoj odnos z Bogom in da skupaj kot zakonca gradiva odnos z Bogom. In seveda iz teh temeljnih odnosov, odnosa z Bogom in najnega odnosa izhajajo vsi drugi odnosi. Če bova midva zvesta pri gradnji teh dveh, bi se reklo, krakov, tega križa, a ne, odnosa z Bogom in najnega odnosa, a ne, potem bodo tudi drugi odnosi, bi se reklo, posledično sledili temu in bova lahko izpolnila svoje poslanstvo, ki je predvsem v tem, da sva zgled svojim bližnjim, s tem, kar sva in kako pač se trudiva za to gradnjo tega odnosa. Sigurno pa vidimo, opažamo, doživljamo, da se nekdo zelo trudi, da bi to naše delo podrl, da bi ga razvrednotil, da bi ga razcepil, da bi ga uničil. Se pravi, oče laži, vedno znova podtika, vedno znove laži. Pa naj bo to v čisto konkretno osebna življenja ali pa v medsebojne odnose. In je prav, da se v tej borbi nekako izučimo zaupati Bogu, predajati Bogu in nekako graditi eno varnost, kar pa lahko naredimo samo z enim zvestim življenjem
predanim Bogu, se pravi po lastni, to, kar si že ti omenil, lastni molitvi, lastnim sakramentalnemu življenju, zvestobi med zakoncema in predanosti staršem, s tem, da seveda vedno znova se hranimo z Božjo besedo, ki je zelo uporabna za vsak dan, tudi če ne moremo vsak dan k sveti maši. Božjo besedo pa nihče nima izgovora, da si ne more vzeti par minut časa in prebrati kakšen stavek, ki mu napolni njegovo dušo. Seveda je potem prav tako pomembno, da se hranimo tudi s Kristusovim telesom in z njegovo krvjo, ker ta nam obljublja večno življenje. In se mi zdi, da je prav diš in mi vsi, da smo poklicani v tem svetu, da ljudi vabimo k transcendenci. Se pravi, nismo rojeni samo za ta svet. Ni vsega konec s tem, kar se nam dogaja tukaj. Ne konča se vse smrtjo na tem svetu. Da bi mi ljudem dajali to upanje, da se z našo smrtjo pravo življenje začenja. In da je to nekaj tistega veličastnega, v katerega smo poklicani, da pa si ga ne moremo zaslužiti sami. Smo lahko še ne vem kako dobri, si ga ne moremo zaslužiti sami. Ampak nam ga je zaslužil en rešenik in to je Jezus Kristus. In zato se moramo tako trdno držati njega. Ker samo če je on v nas in smo mi v njem, imamo večno življenje v sebi. In to je ena tista bistvenih stvari, ki jih mora diš oznanjati. Mi vsi, ki smo v dižu, živeti najprej in to dajati naprej, ne samo v besedah, ampak v upanju, ki ga živimo. Ko sva midva doživela tisto prenovitev oziroma kako se bi reklo to? Novo rojstvo, novo duhovno rojstvo oziroma spreobrnenje. Takrat pravzaprav sem jaz prvič v življenju slišal besede, ki sem jih mogoče že večkrat prej slišal, sam jaz jih nisem slišal, z ušesi, ja, s srcem ne. Besede, ki so zapisane na koncu Matejevega evangelija, kjer Jezus pravi: dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Zato pojdite in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal, in glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. To je tako imenovano Jezusovo veliko naročilo. Jaz sem bil do takrat prepričan, da to ne velja zame. Da je to pravzaprav bilo za tisti čas za apostole, da kvečjemu velja za kakšnega duhovnika, mogoče pa kakšnega škofa še kje, za mene kot laika, preprostega, neukega, pa to ne velja. No in potem takrat sem pa slišal: pojdite po vsem svetu in naredite vse narode za moje učence. In sem se začel spraševati, se res, kaj to pomeni biti Jezusov učenec? Kaj pomeni slediti Jezusu? Kaj pomeni poslušati njegove besede in jih ohraniti v svojem srcu in po njih živeti? Takrat sem začel razumevati, da v bistvu je Jezus tisti, ki se mi daje v hrano. Da je Jezus tisti, ki se mi daje v hrano ne samo preko Evharistije, ampak tudi preko Božje besede. In takrat sem zahrepenel po Božji besedi. Takrat se je začelo dogajati, da sva midva z Vilmo začela vsak dan brati Sveto pismo, da je Sveto pismo postalo stalnica v najinem življenju. Nisva imela pojma, kaj se bo zgodilo čez leto, 2, 3, 5, 10, ko bova midva temu sledila, ampak midva sva se odločila, to je stalnica za najino življenje. In midva sva Sveto pismo res postavila, bi se reklo, v središče najinega življenja in ga prebirava vsak dan. Prva stvar, ki jo zjutraj narediva, potem ko si nekje umijeva zobe in se objameva, poljubiva in si nekje rečeva, da se imava rada, potem greva takoj vsak svojemu branju Božje besede, ker vsak svoje srečanje z Jezusom, tisto prvo srečanje, ki me pripravi na dan, ki me okrepi. Tako da jaz bi to želel vsem nam dižovcem predvsem položiti na srce. Naj bo to naša specifika. Naj bo to tista naša specifika. Božja beseda je živa, je ostrejša kakor vsak dvorezen meč.
Pravi prerok Izaija, kakor se dež in sneg ne vrača tja, odkuder je prišel, dokler ne povzroči, da vse vzbrsti, a ne? Tako je z mojo besedo, pravi Gospod, ne povrne se k meni, dokler ne povzroči spremembo, dokler ne povzroči uskalitev nekega novega semena. Božja beseda je seme, Bog je pa sejalec, a ne? In mi smo povabljeni, da vsak dan znova sprejemamo to Božje seme in dovolimo, da raste. Ker če bomo to delali, če bomo to dovolili, a ne, potem se nam ni bati ne za Diš, ne za Slovenijo, ne za naše družine, ne za naše zanamce. Se mi zdi, da je to potem tisti Božji garant za to, da bomo ne le preživeli, ampak tudi srečno živeli.